Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes odgovarjam na vprašanje in sicer, ta mladina, kaj z njo? V glavnem, gospa je napisala in sicer piše, da naj posnamem en video, mogoče bom nekomu pomagala s tem nasvetom, in sicer glede najstnikov, psihično počutje, ona ima dejansko to doma, poskusi uživanja alkohola in drugih substanc, zakaj nekoga sploh vleče v to smer in tako naprej. V glavnem, kratko vprašanje, kompleksen odgovor. Ni tako enostavno, da bi človek vzel čarobno palčko, zamahnil in rekel, težav je konec. Ampak, cela mineštra. Začeli bomo pri tehničnem, se pravi, kaj lahko mi starši naredimo za svoje odraščajoče otroke, da jih podpremo. Potem bomo pa šli naprej na čustveni vidik in na konec koncev potovanje duše. V glavnem, vse skupaj je res ena velika mineštra, ampak zdaj najprej poglejmo tehnično. Se pravi, naši možgani, kako delujejo? Večkrat sem že risala, kako v bistvu so povezave v možganih in v bistvu, da si boste lažje predstavljali, si predstavljajte čisto preprosto kabel. Kabel, ne vem, ta za telefon, za polnjenje telefona. In dejstvo je, da okrog tega kabla je pač izolacija. In mladina, če gledamo, kakšno hrano ima najrajš. Jedli bi testenine, pa riž, pa žemeljce, pa pice in ko na to dodajo še alkohol, se zgodi, dejansko se zgodi nekaj, da se zgodi v telesu kratki stik. Mi vsi poznamo, kako izgleda, ko preobremenimo recimo omrežje električno v hiši ali pa v stanovanju, ko nam vrže ven varovalko. No, dejstvo je, da naša mladina nima te varovalke, da bi ven enostavno vrgli, ampak dejstvo je, da mi pa to občutimo, da jim meče ven varovalke oziroma da jim prebija. In zdaj, če smo še mi podhranjeni, se dejansko to zgodi, da tudi nam potem začne prebijati. No in kaj mi tehnično lahko naredimo? Seveda, komur manjka vitaminov in zdaj poglejmo, kaj je ključen vitamin za obnovo možganov. Ključen vitamin za obnovo možganov je vitamin B12. Vitamin B12, spet bom risala to avtocesto, ni druge, možgansko celico, to je celično jedro, pa so živci okrog izolacija. In ta izolacija je narejena iz vitamina B12, potem pa naslednja stvar, vitamin C drži kolagen skupaj, potrebne so seveda beljakovine in predvsem omega-3 maščobna kislina. In zdaj, če mi prav to pogledamo, kje otroci dobijo omega-3? Glejte, roko na srce. Otroci, ki jim starši ne dajemo oziroma ne dajete prehranskih dopolnil omega-3, oni dejansko omega-3 ne morejo dobiti s hrano, jo dobijo premalo. Pa mogoče pomislite, se je tunino, ampak tunina je za povrh obremenjena živim srebrom. Zdaj, če bi jedli tako kot mogoče mi v mladosti, ko smo pojedli kakšno to konzervo, kaj so bile, Eve, v glavnem, noter so bile sardelce. Sardela je prva v prehranjevalni verigi, medtem ko tuna je zadnja. In tuna v bistvu postane preobremenjena živim srebrom in to živo srebro se nalaga direktno na naša mehka tkiva. In dejstvo je, da možgani so mehko tkivo. Potem pa, ko k temu dodamo še, bom pisala, ko k temu dodamo še, se pravi, eno so konzerve. Ko k temu dodamo še pomanjkanje silicija, ker poglejte, mi smo dejansko zrasli, ne vem, jaz se spomnim, mi smo jedli v taki in drugačni obliki in to poleti, pozimi, v glavnem zmerom je bilo nekaj, pač te domače zelenjave je bilo ogromno, na koncu koncev ješprenj, vsebuje ogromno silicija, fižol, stročnice vsebujejo ogromno silicija. In spet, če načeloma pogledamo na splošno hrano, ki jo imajo radi najstniki, ni da jejo radi zelenjavo, ampak testenine in to bele testenine. Če ne testenine, bel riž. Potem so tukaj pice in s tem dejansko jejo prazno hrano, kjer ni dejansko nič silicija noter
Potem, ko k temu dodajo še, se pravi, konzerve, ki vsebujejo živo srebro, plus cepiva. Cepiva so dejansko preobremenjena z živim srebrom. Se zgodi to, da jim začne še bolj prebijati. No in potem vsa ta negativa, no in ko na vse to dodamo še alkohol, alkohol pa sam po sebi izplavlja iz telesa vse vitamine in vse minerale, ki so v vodi topni. In pomislite, minerali so vsi v vodi topni, od magnezija, magnezij je potreben za živčne prenose, za vžigalco, za energijo v celici, da se proizvaja energija, do tega, da recimo B vitamini, če ti ga manjka, enostavno postaneš razdražljiv. Zdaj, če mi gremo pogledati v knjigo, ko imajo hormoni žur, samo da jo vzamem, ko imajo hormoni žur pri B vitaminu, dejstvo je, da tudi normalni in srečni ljudje, če jim manjka vitamina B12 oziroma ostalih vitaminov skupine B, postanejo razdražljivi, popadljivi in postanejo taki, v bistvu, da jim kot bi bili zreli za psihiatrično bolnico. In kakor jim začnemo dodajati vitamine skupine B, se umirijo, se počutijo boljš, imajo več energije in predvsem so mirni, zbrani. Tako da v bistvu to je nekak začaran krog podhranjenosti. To boste lahko prebrali recimo tukaj okrog 200, 200, 300 strani, nekaj takega v knjigi, ko imajo hormoni žur. Točno kaj in tudi pol jedilniki, kje dobimo ali pa kako dobimo točno te hranilne snovi. Kaj bi jaz naredila pri mojih otrocih, če bi se to mojemu otroku dogajalo? Jaz bi otroku dala ali Vitaskver. Vitaskver so kvadratni bombončki, taki multivitamini, ki so primerni za otroke recimo tam do pubertete, nekje do 12. leta. Če bi bil moj otrok že v puberteti, mu bi dala na dan eno vrečkico Provitality Plus. Zakaj? Ker tukaj noter so multivitamini. Poglejte, multivitamini, ki so noter vitamin A, D, E, C, komplet B vitamini, cink, bakar, to deluje na imunski sistem, potem je pa mangan, ima vlogo pri imunskem sistemu, pri rasti, silen je za razstrupljanje, krom preprečuje željo po sladkem, jod deluje na delovanje ščitnice in je presnovni mineral, in železo, ki je potrebno za dobro kri. Poleg tega vsebuje E-vitamin. E-vitamin je tisti vitamin, ki povečuje prekrvavitev tudi v možganih. Poleg tega je pa noter omega-3, ena kapsula, karotenoidi, ki so za imunski sistem, za boljši vid, antioksidant, dobro, proti staranju, tudi za vas bi bilo dobro, in olja, 3-in-1, ki odprejo celično membrano. To bi jaz dala mojemu otroku in sicer pred spanjem. Eno to vrečkico, 4 kapsule so noter. In s tem vem, da bi moj otrok dobil tiste ključne hranilne snovi, ki jih pač potrebuje, da se tehnično umiri. Druga stvar, kar bi pa jaz naredila, je pa to, zdaj iščem flomaster, bog si ga vedi, kam sem ga dala, v glavnem bi pa naredila to, da bi pazila, kaj kuham. Res je, otroci lahko sami skuhajo, ampak takrat, ko bi jaz sama skuhala, bi se trudila, da je pri vsakem obroku nekaj od dobrih beljakovin, ne vem, ali je to piščanec, ali so ribe, recimo losos, vse druge oblike rib, lahko je tukaj brancin, lahko je postrv. Poleg bi se res potrudila, da bi imela vsak dan nekaj od kuhane zelenjave, tako kot sem vas že učila, da dejansko sestavite obrok v Mercedesovem znaku, upam, da tole piše, in sicer, da je na krožniku 1/3 krožnika je beljakovin, 1/3 krožnika je sicer ogljikovih hidratov, kot so testenine, riž in tako naprej, in 1/3 krožnika je zelenjava in svežo solato. Tako da vse to, takrat, ko bi jaz kuhala, bi se trudila, da pač zagotovim za otroka nek dober obrok, da niso sami ogljikovi hidrati, ker zanimivo je, da ogljikovi hidrati, kot so recimo pica, izplavljajo iz telesa B6 vitamin, ker ga
recimo, ogljikovi hidrati ga porabljajo za presnovo. In v bistvu vitamin B6 je pa naprej potreben za presnovo beljakovin in če tega zmanjka, enostavno se ne morejo beljakovine razgraditi na manjše delce in se telo jih ne more vsrkati v svoje telo. To je zdaj prva zadeva, to je zdaj tehnična. Kaj pa lahko naprej naredimo starši za otroke, ki vidimo, da grejo v napačno smer? Ena stvar vsekakor priporočam, začnite moliti zdravilno molitev dekodiranja in dajte noter, se pravi, vse zavedne in nezavedne kode moje duše. Zdaj jaz imam tukaj vse naslano okrog sebe, ampak v glavnem to je to. Zdravilna molitev dekodiranja, jo lahko dobite na internetu, molitev za drugo osebo. Se pravi, gre na ta način. Vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode, pa date otrokovo ime noter, se pravi, hčerine, sinove duše, ki so povezane z, ne vem, njegovo lenobo, z njegovo razdražljivostjo, z njegovo, ne vem, karkoli, se pravi, ki so povezane z, naj se vse ravni njegovega duha napolnijo zdravilno božansko svetlobo. Potem pa roke date takole v modro za moč, vdihnete, izdihnete in si ponavljate. Vsi nivoji, in date sinovo, hčerino ime, se polnijo zdravilno božjo svetlobo. In uporabljate svoja zdravilna središča, se pravi na 4 konce. In potem, ko zaključite, je najbolj ključno, da date roke v položaj blagoslova in usmerite energijo v končni srečni rezultat. Ker poglejte, bolj kot vidite, da otrok gre v napačno smer, bolj se s tem ukvarjate, bolj razmišljate o tem, se dogaja, je spet to, spet je prišel pijan domov, spet ta družba, spet je to, pa mogoče kaj rečete, pa se skregate. In v bistvu vso energijo date v to, kar je in ni v redu. Namesto, da bi delček te energije usmerili v kreacijo srečnega dogodka. Se pravi, če je v največje dobro vseh nas, naj se zgodi. In vidite, ne vem, svojega sina, kako je srečen, mogoče že v službi, ko menda ima kakšen talent, da ga vidite, v čem je pa dober. No, zdaj pa naslednja zadeva. V čem je pa dober vaš otrok? Veste, kolikokrat se pogovarjam pač starši, ki imajo tudi odraščajoče otroke, in ko jih vprašam, kaj je otrokov talent, me pisano gledajo. Jaz za moje hčere točno vem povedati, moja prva ima to, druga ima to, tretja ima to, vsaka ima svoje talente. In ko zasačam otroka pri tem, v čemer je dober, ga pohvalim. Pred kratkim sem govorila z eno gospo in rekla, joj, ne smem se pohvaliti, ker če se hvalim, se bo hitro vse pokvarilo. To je program, ki ga mi ne rabimo več, to je program naših staršev. Kogar se hvali, se pokvari, ampak to ni res. Kogar se hvali, se zaliva z gnojilom. Veste, te naše rožice, dobro vemo, če jih vsake toliko časa pognojimo, da boljše rasejo. Ravno tako pa naši otroci, če jih mi pohvalimo, pa če jim rečemo, ne vem, koliko si pa ti lepa ali pa koliko te občudujem, karkoli, najte, napište, če se ukvarjate ta trenutek z otrokom, kaj je narobe, pa napište, v čem je bil dober nekoč. In ko bo tekel pogovor, pa reči, a se spomniš, kako si nekoč? Spomnite mogoče na neko stvar, v čemer je dober. Ampak glejte, če ste ga celo življenje kritizirali, verjemite mi, da kritika je tako kot strup. In če ste ga vzgajali s tem, da je bila ves čas kritika na dnevnem redu, da to ni bilo v redu, to ni bilo dobro pospravljeno, to ni bilo dobro narejeno, to ni bilo, glejte, ste ga zabili dol. Dobesedno vsakič je dobil, kot ga bi z macolo po glavu. In potem se ni več vredno truditi. Kar pomislite v partnerskem odnosu. Če imate partnerja, ki vedno vsako stvar skritizira,
Karkoli skuhate, pa reče, ni dosti slano, ni dober, ni dosti skuhan, je preveč skuhan, si zažgala. Pa si misliš, halo, nikdar ti nič ni prav, sam si kuhaj. A je to tako? Kaj pa mislite, da vaš otrok občuti, če ga mi, če ste ga vi ves čas kritizirali? Prav tisto, se nič ni dovolj dober. No, tako da v glavnem, nikdar pa ni prepozno. Začnite delati v tej smeri. Pejte v knjižnico in si sposodite knjigo Plusk pohval. Plusk pohval, mislim, da je to založba Lisac in Lisac, da so izdali, ampak res je dobra knjiga. Piše o tem, kako trenirajo kite ubijalce. Dejansko s pohvalami. Odlična knjiga za vzgojo. Naslednja dobra knjiga, tudi od iste založbe, je knjiga Gong Ho. Razprodana je. Mislim, da sta obe dve knjigi razprodani. Odlična knjiga, ki piše o tem, kako združiti ljudi za skupni cilj, takrat, ko je videti, da nobena stvar ne gre več v ta pravo smer. Zelo dobra indijanska modrost, delajmo skupaj. Zelo dobra. No, in še ena knjiga, o kateri sem že govorila, dajte si sposoditi knjigo od Mladinske knjige, kako se pogovarjamo z otroki in kako jih poslušamo. To je ena knjiga, pa še ena knjiga, zdaj vam bom natresla literaturo, zato ker mogoče je čas, da začnete brati. Še ena dobra knjiga o vzgoji pa je Otroci so iz nebes. No, v glavnem, vse te knjige vam bojo pomagale pri tem, da boste lažje tudi postavili meje. Recimo, če vidite, da otrok nikakor ne sodeluje, mu date pauzo. Pauzo pomeni, da mu date za toliko minut pauzo, kolikor je star. In zdaj, če je 20 let star, ga date za 20 minut na pauzo, ampak po pauzi je potrebno, da se pogovorite, kaj je šlo narobe. Ker nikdar ne smete pozabiti, da ste pa vi tukaj ta glavni, da ste vi starši in dokler je otrok pod vašo streho, obstajajo neka pravila. No in dejstvo je, glejte, tukaj noter, ta generacija, mogoče zdaj že majčkeno starejših otrok, okrog 30 let, je bilo tako, da je ta regresivna vzgoja. Vse je v redu, samo da je srečen, vse mu je treba v rit vtakniti, kar mi nismo imeli, ampak dejstvo je, da to ni v redu. Zadnjič mi je rekla nečakinja, ravno sva se pogovarjali o tem, kako ne maramo oziroma tudi na potovanjih, tudi jaz sama ne koristim nekih javnih prevozov. Je rekla, veš, to je pa zaradi tega, ker ste nas vse skupaj scrklali in zaradi tega pač ne maramo javnih prevozov. Je rekla, veš, ti pa moj ati sta nas vozila povsod, kamor smo se zmislili. Res je. Jaz sem hodila povsod peš, kamor sem se zmislila, ali pa nisem šla. No, tako da v glavnem, res je, mnogi starši smo majčkeno preveč odnesli pa prinesli otrokom hriti in potem se zgodi, da enkrat je pa treba meje postaviti. In takrat, ko je treba meje postaviti, takrat včasih je kakšen upor. In zdaj tisto, kar jaz delam pri mojih treh, je to, da ko je treba recimo nekam peljati ali pa neko uslugo narediti, jaz pač rečem, lahko ti naredim uslugo, ampak v tem primeru ti narediš meni uslugo. To pomeni, ti kuhaš. Jaz te pelem, ti kuhaš. Jaz te pelem, ti pomiješ po kosilu. Jaz te pelem, a veste, kup takih malenkosti, ki jih jaz delam, in dejstvo je, da na ta način pač kompenziramo časa, ker to so zdaj že skoraj odrasle dekleta, no sej pri meni samo še ena ni, in dejstvo je, da na ta način pač to je med odraslimi zdaj dogovora. Jaz tem naredim uslugo, ampak ti v zameno meni narediš uslugo in smo oboji zadovoljni. No, sem se odločila, ker je tale tema res zanimiva, da gremo še na sporočila. Najprej bomo šli Oshutove karte, potem pa prehod v novo dobo. Da vidimo, kaj nam pa stvarstvo sporoča pri takem kompleksnem primeru, ko enostavno otroci grejo v napačno smer. In takrat, ko grejo otroci v napačno smer, ja, kolikor časa so pod našo streho, smo jim pa vseeno dolžni postaviti meje. Drugo je odrasel otrok, izvoli, živi, ampak ne pod mojo streho.
Dokler si pa ti pod mojo streho, pri meni veljajo določena pravila. In tukaj noter se jih pa pač more držati. Zaradi tega, ker je pač v odraščanju. Ne grejo te stvari drugače. No, zdaj pa da vidimo, kaj nam sporoča stvarstvo. Odraščajoči otroci, njihove odločitve, pa da vidimo. Ta prva karta je prišla, vodstvo. Mi moramo dati jasno vodstvo. Oni morajo vedeti, kam grejo. In tukaj jaz verjamem pri tem, da je pomembno, da usmerjamo s pohvalo, da jih usmerjamo v njihove talente. Pri meni ta srednja hčera se je zdaj odločila, da letošnje leto pač ne gre še na faks. V redu. Tudi ta starejša hčera, ko je bil čas za faks po srednji šoli, 1 leto ni šla na faks. In nič hudega. Zdaj bo diplomirala, v glavnem zaključuje, izpite ima narejene, samo še prakso, diplomo in bo fizioterapevtka. In nič hudega, ne si vzame 1 leto, ni da ji zdaj govori, moraš, kaj pa misliš, boš to, kako boš službo nič od tega. Če se ti odločila, zadihaj in boš videla po 1 letu, mogoče boš več videla, kam te vleče. Pač, jaz te vidim tako, kot da je na policiji, kot tisti orel, ki da tistem, da bo vsak čas poletel. In zakaj ga bi jaz zdajle ubila z mojimi pričakovanji? Mislim, jaz sem mama, jaz želim, da mu dam vetra, da je let svoje življenje. Nimam pojma, kje bo pristala. Druga stvar je preboj. Preboj. Dovolimo otrokom, da odrastejo. Dovolimo jim, da so samostojni, da zaupajmo jim, da na konec koncev oni vejo, kam grejo in na konec koncev, tudi če grejo včasih, tako kot je ena mama enkrat mi rekla, njen sin ni naredil mature in je rekla, to, da ni naredil mature, je zame osebni poraz. Sem rekla, čakaj, matura je njegova, ni tvoja. Ja, pa vseeno, pusti ga, ne pade, ne sam odloča, ne dela tisto, kar hoče. On more tudi pasti, ne moreš vseh korakov v življenju namesto njega narediti ti. On dovolj mu. In zdaj je sicer našel službo, nima mature, če jo bo hotel narediti, jo bo pa pri 30. Njegov problem, ne njen. Naslednja stvar je upočasnitev. Čigavga tempa, mogoče vašega, dobite takoj odgovor. Mogoče pa vi morate upočasniti svoj tempo in vam v bistvu otrok samo kaže, da ste pa mogoče vi tudi na napačni poti, da vi preveč skrbite, hitite in ne veste, kaj boste še naredili. In naslednja je prišla strela, rušenje starega, rušenje. Rušenje vsega, kar mogoče se vam zdi, da je normalno. Dajmo vseeno še 3 dodatne vzeti, da vidimo 3 dodatne karte, otroci in njihova odločitev samostojne poti. Da vidimo, kaj je še pomembno za njih. Res me zanima. Tale tema je zanimiva, ker žalobnost, pretekla življenja in nova vizija. Čas je za novo vizijo. Naši otroci so prišli v to življenje, tudi mi, opremljeni s svojimi talenti in ta oprema, talent je tisto, kar jih bo preživelo. Ne varna služba, ker vprašanje bojo sploh še varne službe, ampak njihov talent, v čem so dobri. In ta njihov talent, če že od malega nekaj šramfa, pa zakaj mora biti magister, da bo nekaj šramfal? Ne gre za mehanika. Nekdo bo tudi mogel šramfati, nekdo bo mogel ploščice polagati. Na koncu koncev, kaj je njegov ali pa njen talent? Dovoljte. Naslednja stvar, pretekla življenja. Pretekla življenja vsak izmed nas čisti karmo. Tudi naši otroci, sploh te, ki še vedno, ki so v odraščajoči dobi. Nekaj karme imajo sigurno. V glavnem, pretekla življenja. Nekje sem prebrala, da se rojevajo, zakaj je v tem obdobju toliko prestopništva. In naprej je razlaga, mislim, da je to knjiga, mislim, da je Odkrivanje preteklih življenj. Mislim, da je to ali pa Zdravilna moč regresije, ena od teh dveh. V glavnem, piše noter v tej knjigi, da otroci, ki se rojevajo zdaj, tudi še vedno čistijo 2. svetovno vojno.
in da mnogi so bili trenirani za ubijanje. In kakor pridejo do, ne vem, do noža, do pištole, se jim aktivira program in dobesedno v trenutku grejo v prestopništvo. In to je zaradi tega, ker so bili v preteklem življenju programirani in je zdaj čas, da to odprogramirajo, da to čistijo stran. Tako da jaz verjamem v to, da ima vsak izmed nas nekaj za počistiti in ja, včasih, glejte, vi zdravilno molitvijo dekodiranja lahko pomagate otroku, da hitreje napreduje. Nikakor mu pa ne pomagate s tem, da ga kritizirate. In naslednja je pa žalobnost. Žalobnost pa ni slaba karta, ampak je povezana s tem, da mogoče pustimo otroku, da v trenutku samote najde sebe. Zdaj gre skozi mene misel, a pa ste vi starši našli sebe? Ker če vi niste sebe našli, kako bo vaš otrok najdel sebe, ne? Potem ste dvoji, ki ste zgubljeni in vi želite njega popraviti, on pa kaže vam, da ste vi na napačni poti. Zato dajte vi sebe in boste s svojim zgledom otroku pokazali, da se da narediti nekaj drugače. No, da vidimo, še karte prehoda v novo dobo. Ta tema danes je zanimiva, ja, sploh tisti, ki imamo otroke in mogoče kakšen meni reče, ja, pa tebi je lahko, ti imaš 3 pridne punce. Meni je lahko. No ja. Glejte, jaz sem mogoče že davno nazaj postavila meje. Nam nikdar pozabila, ko sem bila za ta malo hčerko v 1. razredu. In ko mi učiteljica njena pravi, na govorilnih urah pravi, se vi pregledate torbo? Sem rekla, ne. In ona me pogleda, kako je ne pregledate torbe? Sem rekla, šola je njena. Kako otrok je v 1. razredu? Sem rekla, šola je njena. Sem rekla, jaz sem na govorilnih v 6. razredu, pri ta starejši, pa učitelji kričijo, kako imamo neodgovorne otroke in kako nič ne znajo sami narediti. Zdaj mi pa vi povejte, kje je meja. Kdaj je tista meja, da jaz rečem, do tukaj ti pomagam, od tukaj naprej si pa ti že dovolj zrel, ti pa ne pomagam več. No, vem, da nima nihče odgovora in dejstvo je, zakaj sem jaz do tega prišla, da ne vtikam nosu v šolsko torbo od otrok. Zaradi tega, ker mislim, da je bilo v 5. razredu. Ta starejša hčerka, jaz sem imela čez glavo dela, prej sem ji pomagala pri domačih branjih, stoji za mano ob 9. zvečer. Mami, kdaj bova naredila domače branje? Jaz moram jutri oddati domače branje, kdaj bova naredila domače branje? In jaz sem ji parkrat rekla, nared. Ne, ti mi pomagaj. Ob 9. zvečer je ona name kričala, da sem jaz kriva, da ona ne bo imela domačega branja. In takrat sem sama sebi obljubila zadnjič. Nikdar več. In jaz sem ji takrat jasno povedala, dosti še pomagam, ampak zadnjič. Od zdaj naprej se ne dotaknem tvoje šole, če ima same cveke, tvoj problem. Če boš padla, tvoj problem. In od takrat naprej nisem nobeni hčerki več pomagala v šoli. Pa pomislite mogoče, da sem kruta. Ja, mogoče sem res. Ampak dejstvo je, da vse 3 hčerke so šle skozi osnovno šolo brez kakršnega koli problema, prav dobre, odlične, brez problema skozi srednjo šolo. Prav dobre načeloma vse 3. Tudi skozi srednjo šolo. Če bi se majčkeno potrudile, odlične takole. Kdaj je čarobna meja? Kdaj? Dejstvo je, da pomislite, kdo je vam delal domačo nalogo? Kdo je zraven vas sedel? Nihče, je to tako. Jaz sem nikdar pozabila, v 2. letniku sem imela popravni izpit iz mehanike. Kot veste, sem hodila na strojno šolo, ni me zanimalo strojništvo, tudi malo ne, in še manj pa predmet mehanike. Imeli smo računanje nekih vztrajnostnih sil, kako stoji most, pa briga me, kako stoji most. V glavnem, mene je bolj zanimalo klepetanje, pa še kaj.
In me je učiteljica dobila mečke na piko. No, v glavnem, kakorkoli. Prvi rok sem pogrnila, pa me je vrgla na zagovoru, drugi rok sem imela za popravljati, pač popravni izpit v avgustu. Doma, ko sem povedala, da imam nezadostno oceno, a veste, kakšen je bil komentar mojih staršev? No prav, boš pa šla v fabriko delati. Enega očitka nisem dobila. Nihče ni rekel, kaj pa misliš, da bo s tabo? Kaj pa misliš, da boš doma ostala? Enega očitka ne. Če ne boš naredila, pa greš za trak. Pika. Kdo mislite, da je delal tale drug popravni izpit? Kdo se je učil? Jaz. Pošteno sem se učila. Učila sem se vse tisto, kar se ne bi bilo treba učiti, ker sem hotela toliko znati, da me ne bi več mogla vršiti na zagovoru. Ker prvič, ko me je vrgla na zagovoru, me je vrgla na taka vprašanja, da sem izpeljanke raznih formul. No, ampak kakor ni noben problem zaradi tega. To je bila moja šola. Šola je moja in tudi ena stvar, glede otrok, ne morem jaz delati njihove šole. To je njihov problem. No in mogoče sem zaradi tega lažje postavila meje. No ja, okej. To je zdaj moja zgodba. Kaj boste vi delali v vašem življenju? Mogoče zveni vse skupaj majčkeno kruto. Ampak, veste, pri otrocih, če jasno ne postaviš meje, te šofirajo, tako da ne veš, kam se obračati. In je pametno postaviti meje. Prej, ki jih postaviš, lažje je. In ja, mogoče nas učijo postaviti kakšno mejo. Dobili smo očiščenje. Očiščujem se vseh nezdravih misli, razvad in odnosov. Gre se za to, da moramo mi najprej sebe počistiti, pa tudi občutek krivde, če naš otrok bo padel. Pač bo padel, kva zdaj ćemo narediti? Kaj bojo pa rekli ljudje? A da imam naumnega otroka? Kaj bojo pa rekli ljudje? Resnica je ena, varno in povsod izražam resnico. Svojo resnico izražajte pred otroci, ampak ne pa svoj strah, resnico. Tudi če je strah resnica, no pa to izražajte in zaupajte toku življenja. Dajte spustiti tale čolnič od otroka in naj ga odnese tok življenja tja, kjer je za njega dobro. Dovolite. Vem, da je težko. Sama sem mama, vem, kako izgleda. Jaz pri sebi sem imela kar nekaj za počistiti, kar se tiče strahu, da bi izgubila otroke. To je bilo pri meni najtežje izmed vsega. In ja, veliko sem imela za delati na svojih vzorcih. Tako, nekako zdaj, ko pogledam, da imam dejansko čez pol leta, bo ta mlajša hčerka polnoletna, dejansko imam 3 odrasle hčerke. Jaz sem ponosna. Jaz sem tako ponosna na te moje 3 otroke. Fajne punce so zrasle. Ja, fajne punce so zrasle. In sem zadovoljna, take kot so, moje so, svoje so. Dovoljujem jim, da letijo kamorkoli. Kjerkoli na svetu jih bo ponesla pot, v redu je. Ker, veste, tako kot je rekel en moder človek, gospod Boris je rekel, otrok, ko ga rodiš, ni več tvoj, je svoj. To je sicer težko sprejeti, ker je to moj, kaj še mečkan, pa zlepa ne prideš do te meje, kdaj je čas, da ga spustiš. In je pa lepo videti, ko imaš nekako samostojne otroke, ko vidiš, da so odrasli, lepo je videti te odrasle otroke. In ja, vse to, kar boste delali, delajte z zavestjo, da jim utirate pot. In zato jih iščete, kje jih boste zasačali pri pohvali, pri dobrem. Zasačali pri tem, kar so dobro naredili. Karkoli, ali da dobro izgledajo. Prav iščete to, kar lahko zalijete s pohvalo, to dobro. In to dobro bo raslo. Pač tako je. In ni neka strašna filozofija, nam pa rekla, da je enostavno, ker imamo za počistiti programe naših staršev, ker smo bili mi vzgajani drugače. No ja, zdaj sem se razgovorila o temi in sem govorila kot mama.
nisem šolan strokovnjak za vzgojo, niti psiholog, ampak sem pa mama. In enkrat, ko sem šla na pregled, ne vem, s katero hčerko, in sem hotela videti izvid za kri. Mi reče zdravnica, je rekla, in kaj vam bo? A ste zdravnica? Sem rekla, ne, mama. Jaz želim zato, ker sem mama, vedeti, kakšno ima kri moj otrok. Vrednost hemoglobina, zato da bom mogoče majhen spremenila prehrano ali pa mogoče, da je kakšne vitamine dam. Ne zato, ker sem zdravnik. Zato, ker sem mama, ker mi je mar za dobro mojih otrok. Zato želim vedeti. Zato sem prebrala kar nekaj knjig, zato, ker mi je mar za moje otroke, ampak one so svoje, niso moje. Tako da, ja, biti pameten sicer za druge lahko, ampak tako, ko pa pogledam mogoče sem pa kaj dobrega naredila tudi v življenju za moje otroke. Tako da, če sem s tem pomagala mogoče vam, da boste lažje šli skozi življenje z vzgojo vaših otrok, glejte, je namen dosežen. Tako da uživajte in otroci so ogledalo nas, kar, a veste, ko nas spremljajo, da delamo na sebi korake, s tem jim kažemo pot, kje naj hodijo. Zato, glejte, v Ameriki oziroma angleško govoreči pregovor je happy wife, happy life. Se pravi, srečna žena, srečno življenje. In dobesedno je tako, zadovoljna mama, zadovoljna družina. Zato delajte na tem vi, ki ste mame, vi, ki ste mogoče očetje, če tole gledate, na tem, da boste vi v sebi zadovoljni, ker to pomeni, da boste sijali to zadovoljstvo na svojo družino. In to je največ, kar lahko naredite za svoje otroke, ker jim kažete pot. Ste kot lučka, da otroci vejo, kam je treba iti. Tako da uživajte, imejte sebe radi, ker s tem tudi kažete otrokom, kaj pomeni ljubezen do sebe. Ker samo na ta način jih boste naučili. Ljubezen do sebe je, da res brez slabe vesti poskrbite najprej za svoje potrebe. Uživajte in kaj ne vam rečem. Želim vam veliko božjega blagoslova pri tem, ko vzgajate svoje otroke in prosite kakšnega angelna za pomoč, takrat, ko ne morete več in boste videli, obstajajo čudežne rešitve. Pojavijo se čudežne rešitve. Ne vem, zdaj bom očitno še to povedala. Ta starejša hčerka je imela več nesreč in ko sem bila tako hudo obupana, operacija ni uspela, kazali je pri 15 letih, da bo invalid, podpore nisem imela, otrok je bil obupan in enostavno sem molila, pomagajte mi, rabimo druga kirurga. Ta kirurg, s katerim sva šla na pregled, ko je pogledal, da dejansko roka se giblje samo tolkle, in sem rekla, ne morete otroka pustiti invalida pri 15 letih. V pričo otroka je rekel, ja, glih kar sem enega mladiča operiral, pa je zdaj gibljiva roka, pokaže gibljiva roka, pa sem mu prerezal živc, pa mu takole dol visi dlan. In to, ko je otrok to, mislim, moja Sara videla to, ona v jok je rekla, bom rekla tako, kot je ona rekla, kreten mene ne bo več operiral. Normalno. Jaz sem potem molila, rabim druga kirurga. Jaz ga nimam v žepu, rabim druga kirurga. In, a veste, ko sem v tej molim za drugega kirurga obupana, ker enostavno nisem vedela, kako ne pomagam otroku, s kolesom sem se peljala do Zbiljskega jezera in tam je ena polica in z nogami binglam dol in jokam in molim. In mogoče je bil takle čas, takole izpod skalne police priplava mama raca in jih 20 račk je imela okrog sebe. In tam se ustavita en mlad fant pa punca in one dva tako ob meni stojita, pa me nista motila. Očitno sem bila toliko v svojem svetu in one dva se nekaj pogovarjata in v tistem, ko ta mama raca priplava ven in ko jaz gledam tisto, se ta fant nasloni takole z nogo ob meni in jaz nisem mogla nič govoriti, ampak mislila sem, ta mama raca je tako, kot jaz s temi otroki. Ampak ona je tako mirna, ona plava, jaz ne morem več, jaz sem čisto obupana, kaj ne naredim.
In ta fant reče, to je pa predstava samo za nas. Tisto se mi še bolj ulijejo solze. Sem rekla, jaz ne morem več. In v tistem začne zvoniti, tako dol, mogoče Smlednika, ne vem, ena vasica dol čez jezero. In punca reče, fantu je rekla, kam zdaj ti greš? Je rekel, jaz grem dol in pokaže na cerkvico. Je rekla, jaz pa grem nazaj. In one dva se poslovita in odkolesarta vsak v svojo smer. In v tistem, ko one dva odideta, meni postane prav lahko pri duši, kot bi vso mojo bolečino one dva odnesla. In jaz grem na kolo, zajaham kolo, pridem na glavno cesto in prvi avto, ki pelje mimo, je na tablici pisal gor Mihael. Kaj mislite, da se je poj zgodilo? Naslednji dan me pokliče ena gospa in reče, kako sem, ena gospa, ki naroča enkrat na leto, in ji začnem razlagati zgodbo, pač to se mi vrti po glavi. No, ona reče, kaj pa ne rečeš? Jaz pa poznam ljudi na zdravniški zbornici. No, v bistvu je ona delala tam. Rekla, jaz ti bom zrihtala. In mi je zrihtala v torek zjutraj novega kirurga, ki je potem Saro operiral in operacija je uspela in dejstvo je, da otrok ima popolnoma gibljivo roko. Kaj pravite na to? Mihael. Angeli. Verjemite mi. Ko iskreno prosite, dobite pomoč. Vedno. Ampak res vedno. Zato prosite. In boste videli, vedno boste uslišali. Vedno. Živejte.